Ta običaj so obudili pred 7 leti. Takrat je bil eden izmed večjih, no zdaj pa ni več tako velik, ker ima 5 metrov čez krila, se pravi, nismo več, letos med slovenski bil največji, postavljen tam 16 metrov. Naše manjše, ampak ni važno to, važno je druženje pa tradicija. Klopotec na Kremenu so postavljali kljub dežju. Tako je pač v vinogradništvu, delo je treba opraviti ne glede na vreme. Občina je zainteresirala, da naši vinogradniki, tako veliki, ki od tega živijo, kot pa predvsem tudi ljubiteljski, to se pravi manjši vinogradniki, za svojo vnemo obdelujejo te površine, kajti drugače bi bila naša ta naravna dobrina, ki jo imamo, naše okolje, popolnoma spremenjeno drugačno, ne bi bilo tako obdelano in seveda tako pristno. Mi se celo leto ukvarjamo z raznimi druženji, od delavnic, učilnic, degustacij vina, praznik vina imamo vsako leto, to je v marcu, potem strokovne ekskurzije, ne samo po Sloveniji, ampak tudi po sosednjih republikah, državah. Vse te dejavnosti vplivajo na dvig kakovosti pridelanih vin. Ko so začeli s praznikom vina, je bila večina vin v klasi namiznih. Po 23 letih te prireditve prednjačijo vrhunska sortna vina. Zdaj se člani društva skrbno pripravljajo na trgatev, ki se še ni začela. Spremljamo zdaj, 3. teden se grozdje zdaj meri preko Kmetijskega inštituta Zavoda Novo mesto, tako da trenutno še ni nobeno grozdje v tisti optimalni zrelosti, da bi se lahko pobralo. Računamo pa, če bo vreme, da v začetku septembra sigurno se bodo te zgodne sorte pobrale, mogoče že celo v avgustu, recimo Gamay, Portugalka, kakšen modri pinot, sorodne sorte. Na Sremiču se bo po oceni stroke letos glavna trgatev začela sredi septembra.